Drage dame in gospodje, prijatelji in prijateljice košarke, predvsem pa lige NBA, dobrodošli v 33. epizodo AS podcasta. Moje ime je Lukaš Tucin, z menoj pa tokrat zelo zanimivo in mešano omizje. Ne samo na nacionalni bazi, mi smo edina Slovenca, no, tako ne. Miha Brajnik, Perica Jerkovič in Mirko Mulaličin, kot smo tudi po prinkih slišali, smo dali na kavč naše brate, a kva ne rečemo. Diasporo. Južne brate. Bolj Štajerci. Hecam se, kamera, hecam se. Kako ste, fantje? To me je ful všeč, ko nekdo tako govori in imaš občutek, ko si včeraj prišel v Slovenijo. Jaz sem Sloven 33 let. Ti si rodil tukaj, ne? Rodil, ja. No, hvala. 37. Samo da pojasnimo, tako, level. Dobro, da nimamo kakšnega Trump/Janša, ki vaju že pahul, že na vratih. No? Ajde, gremo. Deportacija. Ice, koliko je Los Angeles, videl je bila prva. Ja, Kako ste, kaj počnete v teh vročih dneh? S čim se baviš? ukvarjam se z družino, skrbim, da jim je čim bolj prijetno, hladno in da so zamenjali lokacijo. Peljem jih na morje. Drugače pa mentalno se pa že pripravljamo na novo sezono. Je treba pa Da že... pa začnete sezono novo? Nova sezona se začne septembra, jesenska, ki traja televizijska do januarja, potem je spet malo pauze in potem je polnodanska od februarja do junija. Poste smučarski skakalci, ki imajo 2 tedna frej, pa takoj nova sezona, že poletne nagrade in podoben. neki ledeniki, treningi. Ja, sam mi ne ustvarjamo na umetni travi, mi se kar držimo ta prave. Ja. Seveda. Perica, ti si pa zdaj le kar, ne? Poletna sezona, stand-upa, V bistvu, festivalov. bolje to velja za glasbenike. Ne? Komiki poleti manj delamo, igralci tudi, ker gledališka sezona je od 1. oktobra nekje cirka pa do konca aprila, pol pa precej. Čez poletje delaš nove stvari, če imaš kaj novega za delati. Jaz recimo imam predstavo, ki je letos sveža in letos sem privoščil, da to poletje ne bom delal nekaj novega. In ponovadi so to neki piljenje scenarija, pol pa odrske vaje, pa greš tam pa tako švicaš dobesedno, tako in drugače. Ne? Ampak nastopov je načeloma manj. Jaz imam tako, zdaj sem jih imel par na kupu, se je poklopilo, zdaj je festival Lent v Mariboru. Ne? Včeraj sem se ga napil na odru, ne? Kar si privoščim samo na Lentu. In to zgleda neprofesionalno, pa ni. Dejansko je to samo tako pokazati, da si človek. Jaz se enkrat letno se ga napijem in to je pač ponavadi Lent. Ne. Na odru? Na odru, ja, ampak nismo imeli stand-up, imeli smo pogovor, karijera komika je bila tema in potem smo gledali čim bolj raznovrstno, pa je bil en mlad komik, ko se res prebija, pa je bil Admir Baltič, tvoj kolega z RTV-a Soborec, ki je res zgodba zase, res poseben človek. Ne. Poleg Tino Vodopijec, ki je povezoval, potem sem bil jaz, pa je bil Denis Avdić, ki je pa spet neko radijsko zgodbo, ki je preskočil neke te naše stopnice, ki imamo komiki. Je bilo zabavno, pa Vinko Šimek naj bi prišel, pa ni. Šrafcigra ni bilo. Ni ga bilo, ker ba je neki ni sploh vedel, da je kakorkoli, ampak je bilo ideja je bila, da je še en old-timer. Tako da zelo tako ne vsak dan pogovor in vedno na teh zadevah je pričakovanje ljudje. Lahko ti napišeš, da bo, ne vem, to bo res pogovor, to ne bo stand-up, to bo ampak ljudje pridejo tam in so tako. Aha, čakajo Kdaj bo smešno. In sploh načeloma ni toliko in so vedno tako. Okay, in malo tudi odhajajo. Super. A zato si pil, da bo tebe. Da pozabim. Ne, zato ker je fajn. So tisti momenti, ko se napiješ iz žalosti in so momenti, ko se napiješ, ker ti je fajn in jaz, tam je ta druga. Kaj pa, glede na to, da piva ne piješ, kaj pa si pil na odru? Špricer. Špricerček. Mislim, 4. Mirko, kaj pa tvoj weapon of choice? To so pa bolj koktejlčki, kot mi tebe poznamo. Jaz zelo malo pijem drugače. Teh Lentov pri meni je zelo malo, pri tebi verjetno vsakodnevni. Ja, klele, če vsak dan podcast snemamo. Lepa. Tako da ja, ne, koktejlčki, jaz če že, pol je to vino, špricer, če poleče vroče, ker je osvežilno, ampak raj kaj močnejšega, kakšen viski, tudi kakšni rumi, jaz rad tam malo to.
Malo raziskuje. On bi se Karibi dobro pa vklopil to. v ta Mind Game podcast, ki tudi tam srkajo vino. To je pa Leblju, Chardonnay, leta 67. Ne, kot zdaj nek hud poznavalec, čistko, ne vem, tako mi je najlažje. V bistvu mi je najboljš naslednji dan, ko se zbudim, sem nekako najbolj svež po vinu, tako da če že pa je to. Če sem pa hotel vprašati, kaj pa jaz trenutno počnem, urejam svoj spalni režim, namreč No, hotel sem te vprašati, da si se naspal. Pa še vedno imam kar občutek, da je šele zdajle jutro. Tako da moram še vse to zdaj zamakniti za teh 5-6 ur v nazaj, ampak zelo prijetna izkušnja in hvaležen sem ti, da si me z Lamutom popeljal v to zgodbo nenehnih nočnih ponočevanj. No, zdaj vidiš, kako je. To je Ni lahko. A je težje, recimo recimo, predvsem konferenčna finala pa finala, je težje, ne vem, del sezone? Ja. Je? Ja. Pa predvsem to, kar si nikoli nisem predstavljal, tudi če ni tvoja, recimo ni Luka v finalu ali pa nekdo, za koga recimo navijaš in gledaš dve ekipi, ki sta ti v resnici nepomembni, ampak zelo čustveno doživljaš v smislu, ko greš ob 5-6 zjutraj domov, dan, nekako si celo noč zapravil in da je bila tekma mogoče dolgočasna, da je bil blowout ali pa 20 pik, si toliko razočaran, da vsaj meni, pa z Lamutom smo se pogovarjali, se kar strinjati kar cel dan, pa ko se zbudiš pokvar. Zanimiva emocija. No. Po 6. tekmi si bil pol zelo zamorjen. Ja, recimo, ja. Čeprav 6. tekma ponavadi je tako, če navijaš, da je čim prej konc, ne? Ja. Si polno, če daš 6, ne bo pa še 7. Ja, sigurno. Ne bo pa pač vsaj to zanimivo. O finalu govorimo. Ja. Mislim, ker Mirko Mulalič je tudi naš novi strokovni komentator na tekmah Lige NBA, strokovni gost v studiu na tekmah Cedevite Olimpije. V bistvu smo ti malo pomagali v penzijo iti, ne? Košarkarsko. Zelo si me... So te si mi dal te booster. neki špila. Ja, tako da ja. Jaz se spomnim, namreč sem pa to delal od 2009 do 2020 vsako leto. S tem, da sem tudi konferenčna finala ponovadi sam delal, še s kakšnim strokovnim komentatorjem, to je pa pač vsak dan nočna, zjutraj pa še šiht, ja, tudi. In sem bil enkrat po konferenčnih finalih, ki je bilo, ne vem, en konferenčni final je bil 6 tekem, 7 tekem in se spomnim, še v Domžalah smo imeli takrat na Sportklubu studio, toliko sem bil utrujen, da sem se vozil dam in so se mi solze vlile, stari. Videl sem vzhod sonca, ki sem ga imel že pun, klinac, zmatran, neprespan in pravno tako. Jaz sem se od Domžal do, po mojem, do rudnika sem se smeral, sem se k en otrok, res. Ja, jutro spustiš, ko te vse spusti. Tako da ja, te se všti, če NBA ostane na areni, čez 5 let se poklič me, kaj v šijoko, prav. Se bo mogla orang pogovoriti. Ja. Mislim, v Idri pustijo en klic, no, tako da hvala prijatu. Dobro, za nami je NBA sezona, da imamo en tak mehak začetek. Bi vas vprašal, po katerem dogodku ali trenutku ali košu ali dogodku še enkrat ste si najbolj zapomnili sezono 2024-2025, Miha? Sezona najbrž trejta, ne, cel končnica pa v bistvu vse poškodbe, pred končnico Lillard, Paul Tatum, pa na koncu Haliburton. Se mi zdi, da kakšni kakšni teoretiki zarote bi rekli, številka 0 je bila jebena letos, a ne, in bi se mogel strinjati, ker to so hude poškodbe, predvsem pa ne toliko to sezono, ampak mislim, da bojo krojile naslednjo, pa še naslednjo. Ne. Tako Boston kot Milwaukee in ne nazadnje tudi Indiana so zdaj v hudi dilemi. Mislim, Boston je že ukrepil, so že Holidaya ruknili zaradi nara, ampak ja, po teh, to se pravi po tradu med sezono, po sezoni pa mogoče v prodaji Lakersov pa o teh 3 poškodbah. Enako. Zdaj najbolj sveže je to, ko oni posnete Haliburtona, ko da nogo nazaj, da se odrine in se meča zatrese in je vse jasno. Prav vidiš. Kako pk poči in potem se tam gor zatrese in tako, Jezus. Pa že nazadnje smo se na podcastu pogovarjali o poškodbah, ne? Smo bili, jaz če smem, no, ker si me sprašval, takrat lepo pozdravil, hvala, jaz sem saniral poškodbe, tako da hvala za dobre misli vsem, ki ste jih pošiljali in pomagali.
Ti si bil še najmanj razbit, izmed vseh nas. Pa najmanj igral tudi. Ampak lik tam, na našem basketu sem imel neke neprimerne, ne vem, superge, whatever, in sem imel kar nekaj unetje tativ obeh. In še zdaj ne more nositi nič, kar je više od tistega nizkega roba. Res? Ja. In pol, recimo, da nabaviti superge za basket mi je totalno zdaj. V bistvu en cajt so bili na hyperdunk, ko so bile full nizke od zadaj, pa visoke ob straneh pa od spredaj. In tako je tudi nekateri te od Curryja modeli so. In to mi še nekako gre, ampak tako res je. In potem sem šel na to ultrazvok in kao, da imam kar nekih mikropoškodb. In bedno je ta, mislim, kako boš igral za res basket, če nimaš tistega prvega koraka, da se odrineš, ker tam pa je res Ahilova tam poče. Tako da, ja. Pa vsi si v bistvu na isti način strgajo, ne? Vsi sta s tem korakom, ko štartajo, ne? Ko gre težišče nazaj in hitro naprej. Ne? Isto si je KD, isto si je Kobe. Zelo redko kontakt, ja. Ja, to je ta gib. To je ta gib, ko je res velika obremenitev na Ahilovi tetivi. Tega meni totalno strah. Zato. Naš hišni zdravnik, doktor, nutricionist, holistični zdravilec. Zelo se lahko poistovetim s tetivami, ker jaz to zadnje 4-5 let kariere sem imel grozne težave in tako šele takrat ugotoviš, koliko so superge pomembne nekaterim. In jaz tudi nisem mogel karkoli kar obuti, ampak čim od zadaj mora biti nizko, čim več prostora in tako naprej. In ta korak, ki si omenil, ki ti vzame, meni je vzel to toliko ene kvalitete v košarki, ker ti eksplozivnost, dobesedno ti vzame nekih 10-15%, kar se na nekem resnem nivoju zelo, zelo pozna. Kar se tiče sezone, da se sam navežem na hiter, sigurno trade omenjenega gospodiča iz Ljubljane je sigurno stresel ne samo košarkarski svet, celoten svet, to je tisto, kar sem si najbolj zapomnil. Ta grenek preokus je pa ta poškodba Haliburtona, pa ne samo zato, ker je njegova, pa 7. tekma, ampak je tega, se mi zdi, teh tetiv počenih je vse več. In temu se zdaj na socialnih omrežjih veliko govori, a so 48 minut predolge tekme, itak jih je preveč, to se igralci pritožujejo že toliko in toliko. Pol ta protivtež starih old school playerov, ki pravijo, da so nove generacije soft, toliko pa toliko več milijonov dobite, jamrate, mi smo igrali, malo pozabljajo na tempo, število posesti, da se res malo drugače igra, da je danes so vsi rakete, ki dobesedno zaključujejo vse napadi že v 6-8 sekundi, takoj v hrbet se laufa v novo kontro in to so neke obremenitve, ki so neka nova dimenzija, ki mislim, da si malo ne vzemamo v račun, pa smo mogoče malo prestrogi do igralcev. So pa imeli vsi v bistvu nekaj skupnega, ne? V bistvu že prej obstoječo mini poškodbo, ne? Tako meča in Lillard je imel in mečno mišico in gleženj. Tatum, ne vem točno, kaj je imel. Je na čisto strgal. Noro je, samo toliko, ne, mislim, ne vem, vidva, če sta bolana, imata 39 stopinj, gresta na 39 stopinj, ne vem, temperature, gresta na snemanje. Mislim, to je zdaj zelo neumestno, ker moj šiht je tak, da jaz jutr, ne vem, zelo nestanovit je. Lahko se vse spremeni. In če imam nekaj zadelati, je moja moralna obveznost, da moram. Zelo težko prijem do naročnika ali pa do tistega, ki me zaposluje v tem trenutku, rečem, malo kašljam, pa to ne, vsak etap nared in tako nared. Tako da, ja, moj rekord je bil 39, malo čez 39 od Cankarjev v domu, sam res pa, da sem bil star 20 pa kusur. Tako da je bilo zdaj danes, da bi mogel jeti z eno hudo vročino na oder, stand-up ali pa neki. Ne vem, če bi bilo kulno. Ne vem, če bi zdržal. Ja. Stari smo, je bi. Ne, ampak to je, v tem biznisu je tudi to, da greš. Jaz sem to prvič, sem včeraj na odru razlagal, sem srečal se, ko smo bili še mladi, pa nastopali tam Grosuplje in pred nami je bila Katalena. Ne. In pevka je bila čisto paf, tako čisto gotovo to, ampak so jo dali tam na stran, neko injekcijo, zdaj pa a veš, pač in jaz tudi sem šel marsikdaj gor na pol bolan in tako naprej. Ne samo zaradi sebe, zaradi tvojega honorarja, ampak tudi pač, če ni predstave, soigralec izgubi honorar, tehniki izgubijo honorar, teater, ki je prodal to predstavo, vse skupaj nekako. Lahko se to predstavi in tako naprej, ampak tukaj ni igralca sklopi, ki te bo zamenjal, ampak ne. Tako da je sestavni del tudi tega, da marsikdaj ne greš gor 100%, ali pa si preprosto, ne vem, zabasan si, veš kaj mislim, pa vseeno moraš govoriti. Ne. Tako da.
Meni se je to enkrat zgodilo pred eno tekmo play-offa, sem imel vročine, ne vem, to je 38,5. Jaz sem pa vedno, še ko sem bil na sportklubu, sem vedno delal neke mini napovedi na Twitterju. Ne? In sem pač napisal, da vem, danes pa moj flu game, nisem sicer nič razlagal, napisal sem temperatura, je vroča nekaj v glavi, vroče bo tudi kar nekaj, pač neka novinarska blesarija. Stari in sem dobil prvi komentar, Lukaš Šucin, vi pa ustvarjate nelojalno konkurenco, če ste prek SP-ja, bi mogli, ne vem, nekomu drugmu to prepustiti, vi ste nek zdravstveno tveganje, jaz sem mislil, dober ta star, mislim, jaz se kle trudim. Hudo, da imaš followerja, ne, to hudo, Hejteri, to so uradni hejteri. To so kar uradni hejteri. Ja, na Twitterju je kar greznica, oziroma na X-u, no. Drugače pa, če se lahko sam malo za nazaj vrnem. Ne. Danes imaš ti enega Mikala Bridgesa, ki ima koliko? 300-400 tekem, zdaj za enkrat. Malo pozabljamo, da včasih, ko je bil basket na pol wrestling, AC Green, ki je imel 1300, 1200 tekem, eno za drugo. Jaz sem gledal tekmo, ko je model zob poberil, pa šel nazaj, pa špilu, pa naslednji dan spet špilu. Tako da je drug basket danes, kot si omenil, tudi več posesti, fizikalija drugačna. Ampak se mi zdi vseeno, da so malo manj deci, no, danes, atleti. Vse so, v bistvu, vse so. Pa, predvsem imajo ljudi za njimi, ne, tako kot Kawhi, ki so ga tradali iz San Antonija. Ekipa je rekla, zdaj pa ne bojo te več zlorabljali, da boš poškodovan mogel igrati, pet nekam in tako ne. Tako da se mi zdi, da tega bo vse več. No. Mirko, zakaj sploh, jaz razumem ta Irisa Haliburtona, da reče, jaz bom 6. in 7. tekmo, jaz bom v špilu. To je finale lige. Valjda bom v špilu. Zavedajoč se. Zakaj medicinske službe nimajo toliko besede, da reče alo? Ker, dostikrat je tako, da poškodovan igralec bolj škodi ekipi, kot pa doprinese. Ne? Zakaj medicinska služba nima dovolj velikega vpliva, da reče Oladi, da je, ne vem, restrikcija minut, damo te za 10-15 minut na tekmo, bomo videli, kako se boš počutil in to je to. Jaz mislim, da je tle mečna mišica zelo specifična. Kjerkoli drugje, recimo Gordona smo gledali z Denverjem v tisti zadnji seriji, prej so izpadali lih tako, ampak ni v mečni mišici, se pravi, on je imel v zadnji loži, kjer ne boš slišal, strgala se mu bo lahko mišica oziroma bolj natrgala, ampak ne bo nikakršna tetiva od zadnji počela ali karkoli. Ahilova je zelo specifična tle, mislim, da so tle malo podcenjevali in da se to več ne bo dogajalo. Mislim, da bojo zelo manj zdaj igralci igrali s kakršnimi koli zategnjenimi občutki ali pa da mišica nekaj ni v redu, sploh pa da je nadtegnjena ali pa blaga natrganina, zato ker je tveganje očitno izjemno visoko. Vsi imajo nek skupni imenovalec in začele so pokati in to niso stvari, kjer si ti 2 meseca out, ampak si out 1 leto. In jaz mislim, da niso se lih toliko veliko pogovarjali pred tekmo s Haliburtonom, veš kaj, če ti tetiva poč gor dol, plus moramo se v njegovo kožo postaviti. On je bil predstavljen pred dejstvo, lahko pa da se mi nič ne bo zgodil in bomo mi izgubili finale in nikoli več v življenju ne bomo v finalu. In kako zdaj on živi skoraj 6 mesecev? Te čeji. On bi mogel s tem živeti do oktobra, novembra. V bistvu, ne. Tako. In pol še celo sezono. In to je za športnika nekaj nepredstavljivega, da ti rečeš ob neki mehni bolečini, ker predstavljam si, da to ni bilo hudo, on je zgledal odlično, da se ne lažemo. Ne. In jaz mislim, da je sam ta mečna mišica tle zelo vprašljiva. Se strinjam, veliko bolj mehki so igralci, zdaj jih že vidimo ob vsakem udarcu, grejo v garderobo, snemati, slikati. Je pa treba tle videti eno veliko razliko. Z bolečinami igra večina, sploh celotno sezono in to so stvari, ki so normalne. Treba je sam imeti razliko, kaj je neka strukturna poškodba in kaj je lahko tveganje, da se to poslabša. Ti kot igralec, jaz mislim tvoja dolžnost, da si dolžen performati, ker če bomo gledali po bolečinah, pol si 3 dni na leto zdrav kot športnik. To so realne stvari v profesionalnem športu, kaj šele v NBA-ju, kaj je toliko večji load. In jaz mislim, da je samo to ali tveganje, da se nekaj hujšega ti zgodi, pol ne stopaš na teren. Če moraš pa ti bolečino trpeti, ljudje božji, Michael Jordan se je sam rekel, mislim, bolečine, tendonitusi njegovih kolenih so bili toliko strašni že od njegovega 22 leta naprej, pol bi on spustil celotne sezone. Zdaj pa, če nekomu Hrustanc dela problem, imaš pa primere, kot je naš Gogi Dragić, recimo. Ljudje se ne zavedajo, s kakšnim kolenom je on preigral zadnjo tretjino, recimo, karijere, pa zgledal fenomenalno. Ne. On, recimo, ne spada mogoče med te moderne, mehke igralce, to je res posebno. Večina, recimo, modernih igralcev na njegovem mestu si predstavljam, da bi spustili
po 60-70% tekem. On je bil tudi ta, ki je zob pobral. Ja. Pa je ga sam bral v fizijo. Gašper Vidmar. Gremo, Gašper Vidmar, isto. Ja. To je, Jaz se spomnim, ko smo bili v srednji šoli, eno tekmo igral, tak gležen je imel. In to nisi videl izraza, sploh bolečine na njegovem obrazu. On je kar s tem igral. Što je noro. Ste videli tribal v roke Pascala Siakama? Ja. Moje pa tip. To je bilo In kar potem zanimivo. se je ugotovilo, da Pascal Siakam je bil zraven, ko si je KD strgal tetivo, ko si je Klay Thompson potrgal ACL, ko si je Damian Lillard strgal tetivo letos in ko si je Tyrese Haliburton strgal tetivo. Tip ima nekaj črnomahne. Pa našli so lutko tam v garderobi. Prešprikano, ja. Pa žajbelj zažgan. Tyrese je špiknil za to, da bo on MVP finala, ne? Ampak se ni šlo. Ni se šlo. Ja, ampak vse kot te mehki, a ni zanimivo, da zdaj, ko smo napovedovali, kao, tukaj, ko je David sedel na mesto Mirka, vsi smo podcenili na tej vzhodni strani New York pa Indiana. Mislim, presenetili so, ampak tako, ampak če pa pogledaš finale, nekako splavali sta dve ekipi, ki sta nekako podobni. To so večinoma mlajši igralci. In predtem je bila nekako ne elih era, ampak se je vzpostavljala, so dobre ekipe te Nuggetsi pa Mavericksi, ko je bil Luka tam. Torej tisti, ki imajo enega dominantnega igralca, okrog katerega se marsikaj vrti, z nekimi genialnimi potezami in tako neustavljiv in tako. Ampak zdaj pa sta splavali dve ekipi, ki pa igrata zelo tako reaktivno košarko. Neko kar letijo, ve se, kdo je glavni v ekipi, ve se, kam gre žoga v ključnih trenutkih, ampak vseeno pa je tako te neki, ko se tale Nikola izrazil, ko je komentiral Jokić, je rekel, da je on kot neka mala puma, ta šaj. Ne? Ja. In tudi Haliburton je še bolj dolg, ampak tudi tak, zelo tak, kako bi rekel, koji so simpatičen v tej svoji nepravilen met ma, pa tako naprej, ampak zelo tak, ko bi rekel, gumijast. Ja, se je mal Stacey Ogman, The Plastic Man, ampak meni se zdi, da je imel 14, nekaj čez 14 pik je imel on povprečje v finalu, ne, ni bil full dominanta, ne, se je tu Haliburton, ne, Siakam je dobil za MVP-ja vzhodne konference, ne. Meni je všeč v bistvu bolj ta princip, da imaš ti Carlisle je imel, je bilo najboljši rating v zgodovini je imel v napadu, ne, letos, Indiana, čez reden del. Čisto možno, ja. Mislim, da so bili zgodovinsko dobri. Pa že Udala so imel to... Udala so itak bil, ne, tudi, ja. Pa s kakšno ekipo je takrat naredil, pa proti komu in tako naprej. Ampak meni je všeč to, da nismo gledali, da ni bila toliko šah partija finale, da so šli malo na glavo, malo laufite, pejte, saj so jih ustavljali pa tako naprej. Recimo v 7. tekmi, kdaj brez time-outov sta 5 minut ali 4 minute do konca so bili že brez time-outov. Caruso je še enega vzel, ker ni mogel izvajati, pa so bili pa čist brez. Meni je to všeč, da je tak basket, kot praviš, da ni enega dominantnega, čeprav Indiana je pol ful forsirala Siakama, na vsak način so mu hotel žogo dati, pa so ga dobro branili, ampak meni se zdi, da edina razlika med tema dvema ekipama, kaj taka dosti očitna je, da je Oklahoma bila obrambno mečkan na višjem nivoju kot Indiana. Indiana je bila pa glih toliko malo boljšem na napadalnem, ampak ne toliko, da bi tehtanco prevesla v svojo korist. Ne. Tako da jaz mislim, da smo gledali dve ekipe, ki sta bile zelo netipične za NBA finale, kar je v zadnjih 6-7 letih itak izmeram en drug, ampak všeč mi je, da ni bilo pri Indijani enega dominantnega igralca, da je bila ekipna, pri Oklahomi pa, da je bila obramba toliko dobra, da so ustavljali potem vse od prvega od Nemharta pa do Topina, pa vse, ki so poskušali nekaj narediti pa nadoknaditi pol Haliburtona. Mirko, je to menjava straž, oziroma, ko bi rekel, ekipe z velikimi trojicami bodo izginile po vsej verjetnosti. Ne? In dobra napoved je bil ta finale. Ne? Ko si ti videl iz prve roke, oziroma glede na to, da si res od prve do zadnje minute gledal vse te tekme, koliko boljša je bila dejansko Oklahoma? Je bila sploh boljša?
Bi se strinjal z analizo, da predvsem obrambno na višjem nivoju za razred, pa to ne pomeni, da Indiana ni imela dobre obrambne serije, ker jo je imela, kar ni bilo značilno za njih tokom play-offa in sezone, ne? Ampak so to dvignili na nek nivo, kjer prej niso bili, pa žal ni bilo dovolj, ker sem si želel, da si osvojijo. Nekako so mi bolj simpatični, da Oklahoma je neka za mene nova franšiza, malo umetna, da ne bom nesramen, ampak so pa izjemno, Sam Presti je genialac. Ja. To, kar je on sposoben skozi drafte narediti s tradi določenimi, to ima izjemen smisel za franšize na majhnem trgu. Jaz mislim, da boljšega GM-a od njega ni za takšne stvari in to je res čudo, kar je naredil. Bom pa tako rekel, jaz še vedno mislim, da te genialci ne bojo šli iz mode in da je letošnja sezona zelo posebna. Zakaj si tako mislim? Individualne kvalitete je bilo več na Oklahomini strani, ker mislim, da imajo pa res oni edino človeka, ki mu da žogo in ki lahko sproducira konstantno svojim mid-rangeom točke, kar Indiana na postavljeno in upočasnjeno igro ni sposobna. Nimajo te kvalitete, zato oni morajo konstantno laufati in igrati up-tempo košarko. Denver z Jokićem in pa z ekipo, ki je njihova najslabša, se upam trditi, v zadnjih 4 sezonah, je Oklahoma, bodimo realni, skoraj vrgu ven. Če ne bi dovolili, da ga Caruso jaha. Tako. In njega tudi ne bi mogli jahati. Tle je recimo pa bil šah in tle je Oklahoma Dagnall postavil odlično taktiko. On je z njega Cheta Holmgrena umaknil, dal Carusa na njega, kjer ga je Caruso konstantno frontiral, mu onemogočil lahek sprejem, ko pa je dobil, je v bistvu Chet pokrival izjemne nešuterje, bil to Westbrook, kdorkoli, tam Ali Brown, v kotu in on je stal, skrivil se na robu rakete. Zakaj? Da je oduzemal te fante, ki so utekali. Ko Jokića so začeli podvajati, Jokić je podal komorkoli Westbrooku, čez Cheta Holmgrena je nemogoče pod košem zaključiti. In tle so oni njih nekako ubili. Zdaj pa, da ti daš Denverju enega ali pa 2 konstantna šuterja, kar Michael Porter Jr. to serijo ni bil, jaz mislim, da ta Oklahoma ne pride do finala. Enako menim, lanski Dallas iz začetka, jaz mislim, da bi to Oklahoma dobil. Zakaj? Ker je nemogoče s to obrambo igralca, kakor sta Kyrie in Luka, prisiliti v tako število turnoverjev, kakor je ostale njihove nasprotnike skozi cel zahod. Mi imamo potem Minnesoto, ki jih spet povozijo. Imaš samo Anthonyja Edwardsa, ki pa ni ball handler, ki skrbi za celotno ekipo. To je človek, ki je skorer, naravnan je skorersko in je prisiljen v vlogo facilitatorja. Tako da, pa imaš pa Conleya, ki bi pa mogel zdaj z mano tukaj lepiti to pivo, pa biti komentator, ki je že v letih, sve spoštovanja vredna karijera. Ja. Ampak mislim, da se to ne bo kratko porazgubil in da bojo zvezdniki v končni fazi Lakersi naredijo 2 dobri potezi. Denver naredi eno potezo in smo spet tam in bo Oklahoma imela ogromne težave. Perica, zdaj omenja se veliko ta drugi prak, te plačne omejitve in dejansko bodo mogle ekipe gromozansko veliko denarja plačati, če bojo želeli. Recimo že Boston bo v velikih problemih oziroma je že, zato so Drewa Holidaya tradali. Koliko cajta misliš, da bo Oklahoma še dominantna oziroma da bodo igrali na ta način in da bojo vedno pri vrhu, ne? Ker se zdaj govori, da to Sam Presti ima do 32, ima še 15 naborov v prvem krogu, ne? Ja. On lahko kar nekaj zmanevrira, ne? Tudi lahko se komu odpove za to, da kakšnega rukija noter pripelje. Meni ta salary cap ni čisto jasen, sploh ne vem točno, kako to deluje. Mi je jasen osnovni koncept in mi je zanimivo, da tega ni recimo v fuzbalu, ne? Da pri fuzbalu lahko pač butneš ogromno denarja v neko ekipo. Zdaj je nek finančni fair play. Zdaj je nek finančni fair play par let, ampak ja, prej je bilo pa... Ker to je res ne fair. Pač kar enkrat ena, tako, ta, kaj že, ko je bila pred delovski klub in pol kar... Manchester City, ja. In pol kar nek delovski klub, in pol kar enkrat full denarja noter v kamionih. Ja, v kamionih, razumeš, in potem kar nekaj je to top klub, ali pa recimo kar nekaj ta liga arabska, no, ampak tukaj se mi to zdi res super, da se to uravnava, ne? Ampak ne vem točno, kdaj in na kakšen način oni, vodstvo kluba to kalkulira, uravnava in zaradi tega najbrž je, tako da tudi če neka ekipa nekaj časa res dobra in so dovolj mladi, kolikor OKC so, že zaradi tega bojo mogli nekako se posloviti od tega, od tistega, ker je predrag in tako, koliko teh let ima Oklahoma pred sabo, to pa pojma nima.
Mislim, imajo še recimo naslednje leto, pa Dve imajo. še dve imajo, Bolesa, Williamsa, Holmgrena, imajo še na nizkih ruki pogodbah. Ne? Ja. Ja. Pol pa treba te fante plačati. Ne? Pa daj Miha razloži ti. Prej si omenil, da smo gledali ekipo, ki nima velike trojice. Ne? Sej, ko so prišli KD, pa Ras, pa Harden, prvih par sezon v Oklahomi, tudi niso bili velika trojica, pa so velika trojica. Ne? Tako da jaz mislim, da bojo J-Dub, pa SJ, pa Holmgren, da bojo prej slej velika trojica ratali. Ja, ampak Niso pa po denarju, po pogodbah. Pač to zapravi, ti se moraš pa nekmu Casonu Wallace se moraš odpovedati, Caruzu, ali ga moraš pač nategniti, da ti zaigra za 9 milijonov, da ti zaigra za nek mid-level exception. Čisto da na hitro razložim, ta second apron, ki se je zdaj z novo kolektivno pogodbo vzpostavil, je, da so večji penali, če greš ti čez salary cap. Salary cap je omejitev plač, ki je bila letos na tam 190 milijonih. Prvi apron je bil na 215-220, ampak če ti presežeš salary cap, plačaš luksuzni davek. Če greš čez prvi apron, imaš neke penale plus še višji luksuzni davek. Zdaj bo pa second apron, kjer boš pa imel dejansko penale, ne samo, da boš ti plačal 4-krat več luksuznega davka, to se pravi za vsak dolar boš plačal $6 pa pol viška. Ti boš dejansko, če boš 3 leta presegel ta second apron, ti bojo, če boš imel recimo ti prvi pik na draftu, zato ker si ti 3 leta presegel, bo ta prvi pik kar naenkrat ratal 30. pik prve runde. To se pravi, oni ti bodo dejansko jemal prihodnost iz tvojih rok. Tudi če boš ti, ne vem, v nekih tradih pa po neki sreči dobil loterijo, ti bojo oni vzeli 30, pač ful bodo kazni oziroma ful bodo štopali to, da nastajajo velike trojice, kot smo jih videli. Čeprav jih zdaj že kar nekaj časa ni več v resnici. Malo so mislili, da bojo to zajezili, včasih je bilo dolar za dolar. Vsakim, ker si šel čez, kao dolar, 100% obdavčen, pa so vsi tako, a ste normalni, a ne? V 2 letih je bilo to, ima se može, se sem prepel. Jo, Lacob je to pri Golden Stateu z veseljem plačal, ker je videl, da se računica lepo, mislim, 3-krat, 4-krat prvaki, rekel, dvorana razprodana, oni so zgradili novo dvorano na teh 4 letih. Pa so plačevali največ luksuznega davka, poleg mislim, da Brooklyna, ki je takrat z unim Rusom šel v Maloro. To so v bistvu, ko malo začneš razmišljati o teh cifrah, kako so tam, to je noro. Zdaj tip kupil Lakerse za 10 milijard. Prečekaj, koliko? Sam blagajno. Če pa pomisliš, da ta star, ki je bil še živ, je kupil Lakerse, pa še Kingse, pa še Areno za 67 milijonov. Hvala lepa. Očko rada te imam, je rekla Ginny. Očko rada te imam. Čak, Ginny je bila tudi romantično zapletena s Philom Jacksonom. Philom Jacksonom sta hodila, takrat, ko je on prvič bil pri Lakersih. Ne, če ga vprašaš o stari. Nimam lajfa stari. Če ga v 90-ih vprašaš, bo vse vedel. In jaz tudi Mene je strah, ker jaz tudi te vse stvari vem, ampak dobro. Imam dobrega psihiatra, tem pol dal kontakt, pomaga. Jaz ti, Ron Artest, pa Len Stevenson. Lamut rekel. A je Len Stevenson najbolj komičen igralec med NBA igralci ever, kar meni po mojem. Mislim, jih je bilo veliko takih. Ampak on bi po mojem bil najboljši stand-up komik med igrači. Ker je to pogosto tako rečejo, veš, samo to ni ta... Ni res to, To niso te lastnosti, to je pač budala. On je mal džokerček na igrišču, malo je bil tako šema. Ja, šema je bil. Mislim, on je malo je kuku, deluje tako. Vse noče žali človeka, tudi če bi sedel tukaj zaradi. Ampak tako, res je isto kot v tale, ko je razbil onmu Črnogorcu na treningu, kaj že je tale. Mirotiću, talega je Bobby Portis, tu v očeh mu vidiš, tako, ne samo da ima tako izbuljene, tako kot jaz, ali pa še malo bolj, ampak tako, prav vidiš, tako, s tem se ni zafrkavati. Ampak tudi vidiš, da najbrž je matura bila tako zelo daleč udaljena od njegovih ambicij v življenju, tako da ampak je pa NBA prvak Bobby Portis, ki je mimogrede v tistem playoff runu rekel, ko so ga novinarji vprašali, kako se motivira. In kle vidiš, da je posebnež. In je rekel, jaz se motiviram na nasprotnika vedno tako, da si pred tekmo predstavljam, da mi tepe moja mami. Da mi šamara moja mami. So bili tako, a je šuno, ko ostaneš brez besed. Tako, jaz si predstavljam, da zdaj, ne vem, Steph Curry da plesko moji mamici. In on se je tako motiviral. Pač
Jaz bi pelil mamo pa rekla, da se Stefu opravič, pa če lahko še enkrat. Ja, mislim, da on je bil res. Okay, kdo bi bil pa najboljši stand-up komik med NBA igralci? Ti povem, kdo je meni mogoče najljubši lik ever v celi NBA. Blake Griffin? Ne. On je nikoli ni bil neki simpatičen. Zakaj tebi je? Ima smisel za humor. On je dejansko inteligenten. Jaz mislim, da si komik moraš biti zelo inteligenten. In on to ima, recimo, zato. In on tudi se neki je vrgel v stand-up, drugače. Če imel par nastopov. V roastih je bil on. Pa v roastih je bil, ja. A se spomnim tega momenta, ko so šli dol kam v Mehiko, pa to, Mehiko so šli Hola, Mehiko, da čikaj, ne veka, da in pol dajo Blake Griffinu mikrofon in tako. Kaj je rekel? Hola, Mexico. Hola, Mexico. Hola, Mexico. Evo, samo povedal. Ko je to še videl, jaz sem pečen, stari. Kako sem zdaj? Ampak je vedel. Ni hotel neki zdaj. Meni je Steve Kerr. Steve Kerr, on je meni tako ljub človek, ko je... A imaš sploh kdo več prstanov skupaj, trenerskih pa igralskih skupaj? Mislim, da ne vem, če... Ja, ne, Phil Jackson, pa Bill Russell, ne? Kaj pa Big Shot Bob, koliko jih ima on? On jih ima 8, Big Shot. Koliko jih ima Kerr? Kerr jih ima 3, 3 čikaške, pa 4... Pa enega iz San Antonio. Moramo še San Antonio šteti. Pa ima pa 3 z Golden Stateom, ne? A ima še enega San Antonio. Enega ima San Antonio, kot resem. To se pravi 4 kot igralec, 5 kot, 9, ja. Ja, hud je. Sam Jackson jih ima 11. Pa Russell. Bill Russell. Ja, 11. Isto kot coach pa igralec. Ja. No, tisti govor od Kerra, ko so zmagali Bulls. Parade. Ki reče, da... Ima talent. Hudo. To je najboljša izjava. Noro dobro izdelan stand-up, ko je vsaka beseda na svojem mestu in tisto... in reče, kaj že zdaj? That's my story and I'm sticking with it. To je capper, temu se reče capper, da to poveš in greš dol. Mene je bila najboljša, ker je rekel Jordanu, he told me I'm not comfortable taking the last shot. Ker Jordan njemu to reče. We better go to Steve. Yeah, we should go to Steve. And I have to bail it out again. Vsak stavek je iz vidika stand-up komika, tako vsak stavek je perfekten in tako tisto je, ne vem kako on to spisal, kako je to sestavil v glavi in da ima, pa tudi drugače, se ste videli v tej sezoni, ko je Buddy Hield kar nekaj metal in čeprav je kar je bil prost in on ga pripeljal kao, pridi, da ti predstavim. Da ti predstavim, ja. Stef, najboljši šuter vseh časov, by the way. Tako da res ima ta, pa v tisti situaciji, ko res hočeš zmagati, pa to on najde cajt za pa tisto zgodbo z Toni Kukučem, ko je njegov pre-game routine. I have big shit and then we go. Ja, tako da Steve Kerr je meni, pa vmes je premagal neko hudo bolezen, ne vem točno kaj je bilo, ko je ta Walton bil. Hrbet je on, tudi so mu mogli hernijo, ampak hudo hernijo. Mislim, on mi je zelo je tak evropski, se mi zdi, tako ne vem, mogoče zdaj tukaj, tako kot Steve Nash je tudi nekako, ki je Kanadčan, pa ima ta nek malo netipično ameriški vibe, ne. Tako meni je Stevo, mi je res pri srcu. Pa na vse zadnje ta evropski predih Milojevič, ki je bil pomočnik Premjoli, pa je priletel na pogreb. Sveda. Mislim, da je celo sin zdaj tam nek pomočnik. Ja. Zdaj se snema dokumentarno. Zelo pogosto ga še kar omenja, tako da ja. Je pustil kar velik pečat. Pa on je itak vedno bil tak, da je tudi malo zaupal tudi košarkarjem. Jaz mislim, da tok odprti pa to navzven kazali nobeni drugi trenerji Američani ne bi razen Stevota. To sem hotel povedati. Pa bi verjetno, recimo, Pop je tudi tak zelo familiaren. Popa so najbolj so vprašali, ne bom pozabil te novinarske, ko so rekli, pa veliki evropskih basketašev, ko so imeli Dio, pa Parker, pa In on tako gleda, kako se bojo oni prilagodili temu. On tako reče, čakajte malo. Oni prvo kot prvo govorijo vsak po 5 jezikov, vsi so 3-krat bolj izobraženi, kot mi, vsi 3 skup, potujejo dejansko, niso samo v Severni Ameriki, Združenih državah in vi me sprašujete, kako se bojo oni prilagodili. Nisem odjebite. Tako jim je dal vedeti, da kva vi govorite. Ne? In Pop je res bil ta. Dosti podoben je tudi on govoril v smislu, kako se bojo prilagodili na ameriško košarko. Rekel, kako prilagodili. Oni imajo 5 treningov pa eno tekmo, mi imamo pa 5 tekem pa mogoče en trening. Valjda imajo oni fundament toliko boljši, da ne rabijo oni prilagajati se nam. Oni bojo takole se prilagodili. Tako da to je meni kapo dol Popu, ja.
Veliko zdravja. Ja, on je zdaj Človek kar slabo zgleda. Ja, pač, Zelo slabo. Ja. Sam je imel dve možganske kapi vmes. slavja se. Ne? Mislim, tam, ko sta ga Duncan pa Robinson, kdo je bil zraven, ko sta ga res dejansko ono, ko se je videlo. Ja. To so pa že štenge problem. Ne? Kaj se to reči? Pop mislim, da je priznal, da je enkrat, da je od Obradoviča neke stvari pobral. Torej, tako, po drugi strani pa Obradovič v enem trenutku, v enem intervjuju Kukoč razlaga, da takoj, ko on prišel nazaj, so ga Obradovič pa še nekdo nekem vlaku kao priti z nami, tukaj zdaj sosedi v ta kupe in tam kao 3 ure so ga mislili, kaj za vraga je ta triangle offense, ne. Da jim on proba, nekako, da probajo ukrasti od Phila Jacksona ta triangle. Razložiti, ja. Da je zelo je dvosmerno, ne, tako da. Miha, a imaš ti mogoče kakšne... Prijateljce zate. Ne, je v redu, to sem zaenkrat sem v redu. Če pa rabo, pa pokličem. A je tebi tale naslov Oklahome manj vreden, kakor če bi kakšna druga ekipa osvojila? In to seveda mislim predvsem na 90-ta, ko so harali Seattle Supersonics in glede na način, kako je bila iz Seattla ta franšiza odpeljana v Oklahoma. Ja, mislim, to te menjave franšiz, ki menjajo, to je stalnica že od 50 let. To so od Cincinnati naprej, Lakersi so prišli iz Minnesote, Kingsi so bili prej, pa Rochester, pa tako, pač to je neka ekonomska komponenta in prej slej bo po mojem tudi Las Vegas zgubil, ali pa eventualno bojo šli nazaj. V Kanadi Vancouver je zgubil zdaj v tem času, ki je produbil, pa to me ni presenetilo. Ne, jaz mislim, da njihov naslov ni nezaslužen ali pa nepravičen, zaradi tega, ker so v zadnjih 3 ali pa vsaj 2 sezonah so pokazali, da imajo to kvaliteto in znanje in željo in moč, nisem imel pa izkušenj. Ta mladost njihova, mislim, Hartenstein 31 je edini čez 30, drugi najstarejši je Caruso. Ne, Caruso je... Caruso mislim, da celo najstarejši. Mislim, da je 32. A je 32, no, pardon. Ampak to je, a veš, to je to. SGA je koliko, 26, 27, vsi ostali so pa še manj. Tako da oni so rabili izkušnje, oni so se dobesedno ustrali, ko so prišli do nekje. In jaz sem letos, sicer kle na podcastu smo vsi narobe, pa smo, ampak jaz sem rekel, ko bo zmagal Denver, Oklahoma, bo prvak. In če bi, ker smo prej, ker Denver, če se MPJ-ju mečkan odprl, ne tako kot šampionski sezoni, ampak mečkan, bi bila druga zgodba, ampak kaj bi, če bi. Tako da, ne, jaz mislim, da Oklahoma Mark je dobil zasluženo za Coach of the Year in tudi kako so poslužili te vse komponente, to je, jaz mislim, da so oni zaslužili. Recimo, Joe-a sploh nismo videli, jaz ga nisem videl v končnici, skoraj nič igrati. Isaiah Joe, ja, v rednem delu je bil redno v rotaciji teh bench playerjev. Tako da jaz mislim, da so čisto zasluženo dobili, da so imeli vsa igralna mesta pokrita, da so imeli srečo z nepoškodbami, kar je tudi velik del končnice, ampak vse drugo kot nezasluženo. Mirko, Shai Gilgeous-Alexander je postal prvi iz generacije Luke Dončića, ki je osvojil MVP-ja, ta generacija. Ali bo Luka v naslednjih letih osvojil kakšnega MVP-čka? Glede na to, da je zdaj bila kar vržena rokavica, ker to je bila, če gledamo statistično gledano in tudi tako, kaj je SGA vse pobral, ker je pobral vse, kar se je dal pobrati individualno, mislim, od tega, kar je lahko. SGA je zdaj kar vrgel rokavičko, ne? Vsem praktično, ne samo Luki, ne? A je bila to ena najboljših sezon v zgodovini? Tok daleč ne bi šel predvsem zaradi očesnega testa mogoče. SGA za mene nisem nekdo, ki astronomsko uživa v njegovi igri, kar pa ne pomeni, da ni izjemno kvaliteten igralec in da je to sezono preprosto najboljši. On je vse kljukice obkljukal in nihče več mu ne more reči popolnoma nič. Kar je meni všeč zelo pri njemu je to, da se mi zdi, da je izjemno pravilen. Če je to, ne vem, zelo smešna beseda, mogoče ni lih prava za to, ampak meni on deluje človek, ki ima vse popredalčkano in da je student of the game. Da konstantno dela na svojem razvoju, da konstantno razmišlja o nasprotniku, ker se to vidi, tudi kaj napada, kdaj napada, kaj išče. Tudi izjemno dober lider je, njega ne vidiš emotivno raztresenega popolnoma nikoli.
Glede na njegovo mladost, prej si omenil, recimo, to ni zdaj igralec, ki ima pa zdaj 9 playoff runov neverjetnih za sabo. In z tega stališča me je izjemno navdušil. Vidite se, da to je človek, ki skrbi za svoje telo. Skratka, vse je popredalčkano in tu z enim Luko, ki pa ima bistveno več talenta, je astronomske razdalje pred njim. In jaz mislim, da Luka že samo za voljo svojega talenta je lahko MVP vsako sezono. Prihaja pa v leta, ko se začne obračati, da hard work beats talent. In ti ta talent lahko vlečeš, ampak pride točka U-shaped turn, ko se to obrne. In če Luka poskrbi za sebe, pa zdaj smo že vsi vemo, pa pri Lakersih bo vedno bolj izpostavljen, pa njegova fizična, ni Luka kriv za neuspeh Lakersov, ampak zdaj, ker govorimo o individualni sezoni, mislim, da se bo mogel samo mečkam bolj zategniti, poskrbeti za stvari izven terena, ter se več posvetiti košarki. In to ne mislim, da on nima rad košarke ali pa se ne posveča 24 ur, ampak tiste težke stvari pomeni pravo posvečenost. Če se on posveti malo in on ima talentirano telo, pa ga je malo zapostavil, da ga pripelje na visok nivo, enostavno v NBA-ju ni boljši igralca in tudi od SGA je za moje pojme za razred boljši. No in zdaj so v bistvu 3 leta, kaj ono pravimo, recimo, da rečemo, da je kaj, med 26 in 29, ali pa med 26 in 30 vsi kao pravimo igralsko. Jaz se spomnim, ko je Gogi razlagal takrat, ko je bil v Miamiju, I feel like I'm playing my best basketball right now. Mislim, da je bil že proti 32. 32. Da je tam konec prima. Ampak on je takrat to, kar si ti tudi govoril na prejšnjem podcastu. On je takrat, ko je bil on 29-30, on je pa takrat zares začel trenirati. On je pa takrat treniral k-bk. Oziroma, od 2017, ko je on bil lih star tam 30-31, ko je Slovenija osvojila evropsko, kakšna petarda je bil takrat Gogi. To je bilo noro. Tle on recimo res izstopa. Gogi je človek, imel sem ta privilegij skozi manjše selekcije, tudi biti priča nekemu segmentu njegove kariere. Kar se tega tiče, to je pa vsaka kapla znoja, vse v karieri njegovi je zasluženo. Po težki poti. Da je v Miami prišel, kam ta kalčara, tam je no bullshit, tam petrali, fante delali boste, ti jih bodo deli. Tako da se je posložil. V tistem drugem delu njegovega igranja v Miamiju, meni je bilo zanimivo, da pa tudi takrat, ko je v drugo bil v Phoenixu, ko je imel, obakrat, ko je bil prav on tisti the guy v ekipi, ko ni bilo Wade-a pa tako naprej, ker Wade je noro dobro igralec, ampak je malo diva pa malo potegne v smislu. Pobarvani nohti pa to. I'm the top dog in to. Ampak tam je bilo zanimivo videti, kako je Goran znal odigrati te tekme, tako brez napake. Vse turnover se kakšen zgodi, ampak tako dejansko od celo tekmo špila, ti so ko rečejo floor general, res, če je bil kakšen turnover, je bilo, da on prodre skoraj do konca in vrže žogo tam na krilo in tam ni nobenega. In on tako, in on je, bi ga nisem, krilom se ne da jih vedno tam, koliko ni malo manj pametnim, se jim ne da čisto do konca tam biti vedno, ker tam sploh na rekreativnem basketu, tam si lahko cele dneve, pa noben ne bo opazil. Kamperaš. Ampak res je bilo zanimivo, poleg tega fizičnega, da je tudi bil, tudi Spolstra ga je ful hvalil, kako ga kličejo ob enih zjutraj pa debatirati te neke stvari. Torej bil je res, tudi je naštudiral tudi igro kot tako do res visokega nivoja. Si videl, Miha, oziroma ste vsi videli slike pa videe po osvojenem naslovu Oklahome? Imeli so 4 kasone pera, vas je ostal. Jalen Williams je, mislim, da probo per. On je prvič pil. Se obrnil in po mojem brehnu malo na polivini. On je prvič pil, to je izjavo, da je prvič pil. Sploh ni bilo nobenega rakasa. Veš, pa meni gre ful na živce. Jaz, spet gremo, moja 90 pa to, Stari moj, to je liter viskija, cigara, pa 2 kurbi čakata v zadnje, da se jih ne vidi glih na fotkah. Danes
v trenutku, ko je prvič, mislim, da je LeBron, ker so si smučarska očala gor dali, ma kjera pičkica si stari, daj, zmago si, kralj sveta si, daj malo šampančka, učka, to prije direkt, še hitrej te bo zadev ta alkohol, bote deci, skuštajte se, daj, go, poliva tuno čez drugega, prst tu rad, haha, vse smo prijatelji. Mislim, ško bi jaz to delo tam v garderobi, ne pa, da si dajo očalca gor, pa neki skačajo. Mislim, fuck off, stari, ta praznovanja so šla v maloro in jaz mislim, da to so največje pičkice na svetu ratali, cari so, vsi jih obožujemo, vsi bi bili radi oni, vsi bi bili radi tam, ampak točno to, ne zdaj v garderobi. 10 let nazaj še, danes ne. Hvala Mislim, nore je bilo, ker res ni bilo ne muske, ne noben ni skakal, ne, ni bilo polivanja, tam so se neki malo pogovarjali, za nič, neki in tako, 4 flaše šampanca na koncu na tleh in... Mislim, se vsi spomnimo Finlija, kako je Luka tisti perčk odstranil, meni nič, tebi nič in tista goveja balkanska faca, Jaro, to je moje pivo, veš. Mislim, da to, taki in podobni pokazatelji kažejo, da je biznis. Ni več toliko žara, ni več toliko tega, kot je biznis. No. Laura, samo prosim ta rent, ker klipnemo, pa to bo napovednik našega podcasta. Sorry, ampak na žulčku. Stopila si mi na žulčku. Tisti, ki ga poznamo, niti najmanj ne dvomimo, da bi dejansko, če bi on bil v backstage, tako izgledalo. Tudi bi si želel kombinacijo njega pa Šeka videti na takem proslavu. Je pa tudi v redu, da nekdo ne kopira 480 dogodkov prejšnjih košarkarjev, kot jih je Jason Tatum lani na petih je. Pa malo Kanyeja, pa malo Kobeja, pa Jordana, pa malo KG-ja. Personality 0. Personality pa 0-0. Za zadnjo stvar se dotaknemo še 3 tradeov, ki so se zgodili. Ok, v Drew Holidayu najbrž ne bomo preveč razglabljali, glede na to, da verjetno še drugič, ko je bil tradan v Portland, ne bo za Portland odigral niti ene tekme. Pa ni rečen. Mislim, jaz, če sem zdaj Rob Pelinka in novopečeni lastnik Lakersov, jaz ga pripeljem iz prve. Definitivno, sam tudi, Chauncey Billups so podaljšali, iz New Yorka so ga klicali, niso pustili, se mi zdi, tako da mogoče oni malo računajo, če je kakšnega Jeremy Granta pa kakšnega Etona potradali, mogoče enega veterana pa rabijo. No. JJJ se omenja kot možni košarkar, da bi šel na mest Reevesa, Connecta pa še en pik na naboru, Jaren Jackson mlajši. Sicer ne zdaj ta tipičen, visok igralec, ki ga oni rabijo enega rimrunnerja, kar sicer vse Jaren Jackson je pa tudi najboljši obrambni košarkar nekdaj. Perica, KD v Houston, na mesto Jelena Greena in Dylana Brooksa. Ne vem, če bo karkoli to pomenilo. Veš, kaj za koga? Za Phoenixa? Ne, za obe ekipi. Kaj bo zdaj? Itak je vse še hud igralec, ampak je nekako zaključuje počasi. In kaj bo to zdaj Houston ful nekaj naredil zaradi tega, po moje, ne, Sansija. Ne vidim, da bi kakorkoli to, ne vem. Vprost, ko prekinam, ampak kaj je Sansi, stari? Oni bojo razstrelili zdaj, ne? Koliko ti dvojk rabaš? 5 ali 6 dvojk imajo zdaj? Samo oni bojo po mojem razstrelili zdaj to, kar so zgodili. Sam pač slaba stvar je, kad Bradley Beal noče iti. Oziroma Bradley Beal je rekel, dajte meni ta player option, da jaz dobim še teh, koliko mislim, da 53 mil bo dobil, zato da je v bistvu kar raztrančiral eno ekipo. Mirko, sam KD, ne glede na njegovo starost, je pa mogoče največji plug and play igralec v zgodovini lige NBA. Ne? Od njega veš, kaj boš dobil, ne boš dobil nič več, nič manj, daš ga v šteker, igra. Meni se zdi to za Houston sicer čisto ok trade, je pa res, da zgubijo malo globine, pa malo defenzivne prisotnosti. Udoka za mene morda celo najboljši trener v ligi, se ne govori mogoče dovolj o temu, kar je tudi logično, na katerem tržišču trenutno funkcionira KD. V tem trenutku, kar so lahko dobili, je logična in dobra rešitev. Zakaj? Kot prvo, kaj njim manjkalo? Oni so izjemno dobri bili defenzivno, pretepaško, to, kar
je trend, kar trenutno daje po teh kriterijih sodniških, daje rezultat. Niso pa imeli igralca na žogi, ki lahko da delivery, ko to rabijo. Zdaj, a je KD človek, kamorkoli gre, je takoj borba za naslov, to že nekaj časa ni, to že vemo. Je pa definitivno obliž na njihovo rano in z Udoko, jaz mislim, da bo on zelo hiter se vklopil v ta sistem in bo iz njega on potegnil maksimum, da je to zelo, zelo, zelo dobro za Houston. Ne pravim, da bojo prvaki Zahoda, bojo pa po moje za kanček boljši, kot so bili lani sigurno. Ne glede na to, da so, sej Jalen Green zdaj ni neka napadalna prezenca ali pa karkoli. To je problem, zdaj so dobili en ampak so pa zgubili so v bistvu Brooksa, Zgubili so Brooksa, ki je pač, čeprav je malo idiota, je pač provokator, ampak zgubili so pa tudi mičken globine. Sej, Bog ve, kaj se bo zgodilo, se najbrž bojo koga. Brooks, če ne bi bil tak provokator, bi bil za razred boljši igralec. On bi mogel biti kot Dort. Dort je podoben, sam pretepa se. Sam je tih. Tih je pa naredi. Ta pa skozi polka medveda, skozi ga, in on zbudi vedno te najboljši igralce, da še boljš performajo. To je edini njegov problem. On, če takrat ne bi Lebrona... Pa Butlerja recimo. Ampak od teh 3&D guys, kot je ta Naz Reid, pa ta, kaj si že omenil, nisem najboljši z meni, ko si rekel, da je tiho. Ludort pa to. To so res trenutno top igralci v ligi in se mi zdi, da Lakersi tudi tukaj lahko recimo vprašanje za vse vas bi bilo, koliko igralcev so stran trenutno Lakersi od tega, da so res favoriti za naslov. Ni to samo center, to je najbrž par igralcev. Ker Boston prej so postali šampioni, so kar nekaj časa se govorili o tem, da so kao one player away, two players away, tako naprej. Koliko je v tem trenutku, kaj se bo sploh zgodilo zdaj poleti, ampak koliko so oni stran od tega, da so res kompletna ekipa. Jaz bi rekel čist po, če mi dovolite, da bom zelo kratek, da bi šel na neki na to foro, ko gre šla Oklahoma. Oklahoma je dajala Hartensteina pa Carusa zraven napram prejšnje sezone in so bili kar naenkrat najboljša ekipa v ligi. Jaz bi rekel 2 košarkarja. En visok košarkar, pa en dobro šuter, oziroma 3&D košarkar, recimo. S tem, da bi pa rekel, da pri Lakersih so naprodaj vsi razen 2. To bi se pa igral, kolikor bi se dal. Jaz mislim, da 3. Da je center, se pravi prezenca v raketi, najbolj bi bilo center, tako kot je JJJ, ki zna tudi trico zadeti, ker drugače so v pogovorih tudi s Kapelo, pa je. Naz Reid, bojda. Naz Reid, ja. Možno, čeprav Naz Reida so oni obdržali, ker so tam se dali in ne vem, kaj bojo pa zdaj naredili, če še Reida dajo, ampak centra, obrambnega specialista, ala Caruso, Dort, Brooks in tako naprej, pa 6 igralca. Jaz mislim, da je manjka še sklopi eden, ki bo preletel, pa bo sposoben neka mikrovalovka, te Lou Williamsi variante. J.R. Smithi in te. Recimo, nekaj tazga. Norman Powell, recimo, ne? Enega tazga, Minnesota bo po mojem se hotela znebiti Naza Reida, veš? Zato, ker Minnesota ima, mislim, da top 3 najdražjo ekipo in ravno zaradi tega te omejitve. In je pa ful pomen. Tukaj mi je ogromno v tej sezoni, ali ni tako, da je on delal ful to razliko. On je dal 2 banani Luki na step backu. A se kdaj prej to zgodilo? Jaz sem toliko komentiral takrat to tekmo in jaz to tudi nisem videl še. Sploh pa na isti tekmi. Ampak tam se je videl, da Luka ni. Da ni optimalen, seveda. No, sad tudi Naz Reid, jaz ga spremljam celo sezono, on je bil huda sinusoida. On je imel obdobja, ki ga ni bilo, ki ga nisi videl, ki je imel za 3 šut 0,20, pa je igral kanor, pa bolj konstanten. Mislim, da so to sezono, ki so tam Keta dali, da so pričakovali, da bo bolj konstanten in ni bil. Jaz mislim, da uno sezono, ki je bil on takoj za Ketom, je bila boljša prejšnja sezona, kot pa ta sezona. In če lahko to ponovi naslednjo, super, če ne pa... Sam je pa res, da Minnesoti manjka tak tip igralcev, kot si ti. Ful. Ki prebija in razigrava in on obluki. Luka ima to tendenco, da dela vse ostalo toliko boljše. In težko je biti kvaliteten šuter, ker nisi vedno v ritmu, če ne igraš v ekipi, ki te nekdo skozi razigrava. In ti si lahko 7, 9, 10 minut brez žoge, pa jo dobiš, si že hladen, mogoče ta segment. Je pa problem za Minnesota to, ker Naz Reid išče
čez 100 milijonov za 3 leta in to ne bodo mogli, po mojem, oni dati. Mislim, Minnesota se bo tudi kar mogla razstreliti oziroma odločiti. Je pa res, da imajo pač Mazarida, Juliusa Randla pa Rudija Goberja, ki so recimo nam zdaj rekel zanimivi, ker jaz jih ne bi rad videl v Lakersih, ne? Da so zanimivi pač košarkari, oziroma tipi košarkarjev, ki bi jih Lakersi potrebovali. Koliko smo stran? Če lahko na hitro se to navežem, center sigurno, ampak mislim, da te specifikacije centra, ki jih Luka ponavadi zgodovinsko gledano rabi zraven sebe in odlično z njimi funkcionira, da bojo ta profil igralca mogli spremeniti. Zakaj? Predvsem zato, ker je liga ugotovila, da če switchajo Luko in ga prevzemajo konstantno celotno tekmo, on izjemno pade v drugem polčasu, ker konstantno mora višek delati v igri 1-1. To je fizično izjemno zahtevno. Če ti moraš vsak napad nekoga navrteti 1-1, brez pick and roll igre, kjer je pa Luka za mene by far najboljši igralec v NBA-ju in tu so tisti lobi, ko njega nekdo zonira od visokih igralcev lobi, ali so to podaje na help side, na proste šuterje in to mu je začela liga vzemati, ker so ugotovili, ok, na 1-1 nam da 20 pik v prvi četrtini, pol se pa že utrudi. In oni bojo mogli najti centra kot prvo, ki je zelo agilen in ki je sposoben v obrambi switchati. In seveda prezenca in dominanca v skoku, kjer so imeli težave. In to je mečkan drugačen profil, seveda je to sigurno tudi vertikalen tip, ampak bo izjemno pomembno, da bo lahko switchal in igral obrambo. Kaj bi ti rekel, Perica? Mislim, da se ful pozna, da je to profesionalec tukaj. V prvi ekipi, ko smo bili tukaj, smo tako, on zgodovinsko ful pozna iz fenovske strani, nas vse, ampak končno imaš tukaj, ki je tako, exactly, ko bi le jaz lahko tako lepo povedal. Vsi smo poškodovani, vse je isto. Ne, ampak dejansko jaz se strinjam z vsem, kar je rekel Mirko. Ja, dobro, ok. Ma kdo še kaj za dodati, glede na to, da je to zadnja 33. epizoda v tej sezoni, glede na to, da uvod je bil že tik na temo, da nas canslajo, da smo, kdo še kaj tazga, od prsti v riti smo slišali do Štajercev. A je to zdaj oni moment, ko TNT, ko so rekali, da bojo zamenjali. Ne, drugač bi pa rekel, da moramo tole spet ponoviti, če boste seveda za. Mogoče tudi kdaj v kakšni drugem formatu, ampak naj to ostane še skrivnost, oziroma vas bom poklical takrat, ko bo. Kaj pa to, da bomo nagi ali pa? Ne. Jaz imam malo zadržkov, no. 2 pera jih ne bom več imel. 2 pera pa jih ne bom več imel, ne, ampak... Jaz sem prepričan, da ko se kamera ugasne, bo Luka prišel tebi rekel, za tiste prijateljce... Ja, hvala vsem, no. Mi pa se vidimo in slišimo v... Kamera. Naslednji sezoni in sicer začenjamo septembra z novo drugo sezono AS podcastov, tako da se vidimo takrat in upajmo, da Benjamin Šeško gre v Premier ligo, Jaka Biol je že tam in da bo Luka zopet dominiral v naslednji sezoni lige NBA. Hvala in se vidimo. Čau. Ja, spodaj je lučka, ne zgori. Pizda. Se ti smeje.